Čaki, ja, ok, odštevaj. Čak, ok. Ja, evo, 3, 2, 1, zdaj. Spet sem Okej. zgubljen. Ja, Ima se? dela zdaj, ja, to smo pa zelo hitro rešili. Tako prav hekerski napad na te video polit bizarke. Ja, gospodje, ne, da podelim, zdaj testiramo malo, kaj bi delali z bizarkami v tistem tednu, ko ne oddajamo uradno, ne, in smo rekli, ok, probimo video, da vas seznanim, kakšni so rezultati prejšnje bizarke. Žičničari kot čjaži so za las premagali, tam sem bil poslovno. To si, kdo je imel to, Antiša, ti? Ja, Saj lahko govoriš, veš? vem. Ok, skratka, sam 35%, poslovni še bil tam 32%, potem pa golope in človekove pravice 18% in neka nova realnost 15%. Pa začnimo pri... 15. Ja, vse kar v redu, ampak Noro. vse si imel 2 zaporedni zmagi. Tako da to... Ne, vse v redu, spet sem zadnji, to je bil moj cilj. Jaz sem vam sam zadnjič pokazal, da lahko zmagam, kadar Te čem. vem, ja, kadar se Andraž, odločiš, Andraž je tako kot Zef od Bibelbrox, he always plays to lose. Zef od koga? Čak, to se boš pa pozanimala pri naših Kaj, Star prijateljih, Trek? pri opravičujemo se, ne? To je pa Jih bo Ja. slišala, športski po ja, galaksiji. seveda. Dajmo, Antiš je živčen, dajmo. Ja, kar dej, Andraž, izvoli, ker si bil zadnji, pa bod zdaj prvi. Kaj imaš za tokratno rundico? Ja, moja bizarka je še kar zanimiva. Malo bom posegel v našo industrijo, ampak se res ne moram ogniti temu. Namreč pretekli vikend je ena od raziskovalnih hiš, da tako rečemo, objavila prvo v bistvu napoved, kaj ne bi se zgodilo na evropskih volitvah. Zdaj pustimo ob strani, da merjenje oziroma delanje napovedi, koliko sedežev ne bi dobila kakšna stranka v času, ko je samo ena stranka uradno objavila svojo listo in njeno silko je kar malo brez veze, ampak ok, ne, to še ni tako bizarno. Bizarn moment se zgodi potem, ko se to objavi, ne vem čisto točno, kjer medij je bil prvi, verjetno Delo, predvidevam, in naslov se je glasil SDS-u 3 poslanci, GS-ju 2 in potem še po en SD, Levica in NSI. In ta naslov oziroma to novico so potem sčasoma tekom dneva povzeli vsi mediji večji v državi. Nihče ne, do neke ure popoldne ni zaznal, ne, da tam seštevek teh poslancov 8. Šele nekje popoldne, mislim, da je na Twitterju zasledil, da je nekdo stopil ven pa rekel, cesar enak, skratka, letos je poslancev 9. Na kar se je ta novica čudežno iz noči sobote na nedeljo spremenila v SDS-u 4 poslanci, GS-u 2 in tako naprej. Tako da, če danes kliknem jaz na tisti link, ne, v mojem klipingu, kjer je naslov še vedno SDS-u 3 poslanci, se odpre novica, kjer je naslov SDS-u 4 poslanci. To se mi zdi še kar bizarno, da se na ta način, ta način se res dobro vidi, kakšno vlogo pomen imajo te volitve v tej deželi, da nihče od medijev v trenutku, ko je bila ta novica objavljena, ni niti tega opazil, da je tam 8 sedežev in ne 9, kolikor bi jih morali biti. In da so to mirno poobjavljali. Še bolj bizarn morda je bil potem nastop gospe, ki to hišo vodi v vdaji pri Marcelu, ki bi jo še raje nominiral za bizarko, ampak iz čisto vljudnosti in spoštovanja do konkurence ne bom. Je pa zelo zanimiv tam nekje od 27 minuti naprej. Ja, hvala, Andraž. Noben je opazil, če dovolite, Antiša pa Aljaž, bi lahko mogoče jaz nadaljevala. Noben je opazil, se lahko govorite vmes, zdaj lahko govorimo. Ja, mislim, pa dej, ne, pol. Bizarke se komentira, ne? Bizarke se Lahko že komentira. govoriš, da gremo hitro naprej delati. Ja, se, oprostite, bom kratka. Moje mogoče zaradi tega niso opazili, Andraž, zaradi tega, ker se ukvarjamo zdaj te dni z novo komunikacijsko strategijo, ne. Moja bizarka, politbizarka bo Insta vlada in influencerke, ne. Imamo stavke na stavko, vsi božji sektori stavkajo, še tisti, za kere nismo slišali, ne vem, od sodnikov, tožilcev, kmetje na cesto, pa operaterji 112 in tako dalje, upravne enote, zdravniki najdaljša stavka v zgodovini, z reformami zelo slabo stojimo zaenkrat. Ne vem, če ste opazili, novo rundo menjav je premier izvedel in to ravno okrog 8. marca je zamenjal cel paket svetovalk, ki so delali z njim. Ob tem jasno in gladko jebka koalicijsko SD v glavo, ampak premier se pa sestaja z influencerkami in se pogovarjal, kako bi spimpali svojo
komunikacijo, kako bi izboljšali javno podobo in bili skupaj z ministri bolj aktivni in živahni na družbenih omrežjih. Zdaj, to se mi zdi še kar bizarno, ta film smo že večkrat gledali, zelo redko se dobro izide, tako da jaz imam kot nekdo, ki dela na tej sceni, kokice pripravljene in zanimanjem opazujem, kako se bo to izboljšanje javne podobe izšlo, ker načeloma je tako, če nimaš veliko zapovedati in zaenkrat materijala ni, BS ljudje še kupujejo nekaj časa, ampak pol se pa tudi tega naveličajo. Tako da Insta vlada in influencerke je moja politbizarka. Jaz sem pa mislil, ko si začela rekla, da je bizarno to, kako se mediji ukvarjajo s tem, kako se vlada ukvarja z mediji. Tudi lej, s tem, pa veš, ko imamo resne stvari, ki se dogajajo, pa imamo pol tega gospoda z nožem. Se imaš prav, ne? Pa se pa zgodi to, da ne zaznajo, da je tam 8 poslancev seštevk, ker se ukvarjajo s takimi stvarmi. Ne? No, skratka, Insta vlada, izvoli. Veš, kaj je bil tudi še en bizaren moment, ne? Nekje sem zaznal, nekdo se tudi zgražal, tako kot ti na temle dogodkom, in je rekel, da kaj se pa to prav, ne, takole komunicirate, da komunicira se vendar s tiskovnimi konferencami. Mogoče bo pa treba malo skozi okno pogledati, pa ugotoviti, da smo leta 2024, ne pa 1984, morda. Morda, izvoli Aljaž, pol pa Antiša, ki se mu najbolj mudi. No, pa ne gre Antiša najprej. No, se bom itak bom do konca z vami. Jaz sem mislil, da bomo doživeli v živo prvič. Dajmo, ker nimamo časa dobesedno, ajde. Ja, Aljaž, izvoli. Okay, no prav, pa jaz sem sicer hotel posežiti na Antišov teren, ne? In sicer gmajn nabijanja ksenofobije, strahu pred tujci in teorij zarote o the great replacement of the Slovenian nation, ne? Ampak to bom prepustil Antiši, ker je Zala Klopčič preveč nepomembna, da bi jo vlačili v to eminentno rubriko. Bo morala najprej biti izvoljena na kakšno resno funkcijo, tako kot Antišov kandidat. Zato sem se tik pred zdajci premislil in odločil, da je moja bizarnost tedna način, kako je nova ministrica za pravosodje Andreja Katič takoj dobila rdečo luč za svoji 2 državni sekretarki, kjer je menda predsednik vlade rekel, da to pa ne, in potem so se v SD-ju na hitro odločili, ne, vse cool, predsednik pa pravico, absolutno, mogoče bi moral malo bolj pojasniti, ampak ne, vse je v redu. Stari moj, nič ni v redu. Če ti tvoj nadšef ne dovolj, da si svojih osnovnih, najožjih sodelavcev ne izbereš, potem to mogoče kaj pove o tem, kaj on misli o tebi na tej poziciji. Tako da, Lepo se je življal. Ali pa to seveda kazanje, kdo je v resnici šef oziroma kdo hoče biti šef. No, ta blokada je bila pokazne narave, ne? To so tekovine afere Litijska. Ja, itak. Ampak tako, zdaj tukaj se mi zdi, vidimo prvič to, kaj si Robert Golob misli o Andreji Katič, in seveda glede na to, da je tudi ta, jak se temu reče, šeftarska frakcija SD-ja, tudi rekla, da vse cool, tudi kaj si oni v resnici mislijo o Andreji Katič na te funkcije. Ne? Tako da meni se v bistvu gospa kakorkoli razumem, da je lojalna članica stranke, ne, in da je to stopila v te čevlje, se mi kar malo smilno. Skratka, ti ne pusto, da bi se ti to delali. Ne, prosti, tole pa gledaj, kle so ključi od pisarne, pa odstop. Ajde, Antiša. Ja, jaz bom pa kot večkrat izpričani borec za čisto slovenščino tudi v tem podcastu, ne, bom za bizarko tedna nominiral poslanca Nove Slovenije Aleksandra Reberška, ki ga je Kako? Zmagovalka. Moj prijatelj, nisi enkrat ga že nominiral? Ne vem, če. Ali pa mogoče... Drve. Spoštovano občinstvo, na začetku zmagovalne poslanec, ki se na družbenem omrežju Twitter oziroma X predstavlja kot Alex z X-om, ne? Poslanec oziroma posameznik, ki žaga drve, ne?
Verjetno tudi, glede na to, odkot prihaja, hodi v službo in iz nje skozi vrate, ne, gre in na seji parlamenta obznani, da ga je neka poslanka tisto jutro pozdravila z besedo čao. In to njega neizmerno vzneburilo. Danes zjutraj me je vaša poslanka Svobode pozdravila čao, sem ji rekel, kak čao? Čao je italijansk, imamo slovenske pozdrave, pozdravljamo se tako. Kak čao, sem rekel, kak čao? To je to, da nekdo, ki ima tak odnos do jezika, gre in problematizira nekaj, ne, kar je del, rekel, vsakdanje govorne prakse v velikem delu Slovenije, se mi zdi res bizarno. Bi pa posebno omembo v tem primeru dal pa podpredsednici Državnega zbora Meiri Hot, ki ga je hladno, kot sem videl na enem od družbenih omrežij, hladno poklopila in ga obvestila, da tudi če je nekdo pozdravil z besedo čao, je uporablja enega izmed 3 uradnih jezikov v tej državi. Tako da, gospod Aleks z X-om Reberšek, držite se vi svojih drv, jezik pustite pa tistim, ki z njim res znajo ravnati. Ja, hvala, Antiša. Glasujete oziroma bo povezava na Twitterju priložena na YouTube kanalu in kaj naj rečem, najboljša zmaga, ne? Servus, ali kako se reče to? Servus, točno to, ne? Aleks bi rekel servus, ne? To smo pa dobro speljala. Ja. Ajde. Čau. Ja. Čau.